Ja, Združenje umetnikov Škofja Loka je eno od 9 območnih društev Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in znotraj te zveze smo kar aktivni in povezani tudi širše s celo Slovenijo in z likovno sceno. Kar se mi zdi zelo pomembno, da smo aktivni v tej zvezi, je, ker se zveza ukvarja ne samo z organiziranjem razstav in nekimi akcijami bolj umetniške narave, ampak tudi s tem, kakšen je položaj likovnega umetnika danes v družbi, kaj si moramo še izboriti, kako zaščititi neke pravice. To so zadeve, ki niso tako opazne navzven, se pa na njih zelo veliko dela. Tudi kot vemo, pač v Sloveniji nimamo nekega normalnega likovnega trga in tukaj je treba veliko narediti in se zveza angažira na tem področju in kot društvo tega ne smemo spustiti. To je bil čas samoupravljanja pa čas kulturnih skupnosti. Ljubljansko društvo oziroma Slovensko društvo likovnih umetnikov je imelo skozi več članov, zato so se ustanavljali regionalna društva. In v Škofji Loki je bilo tudi veliko likovnih umetnikov, slikarjev in smo sklenili, da bi tudi mi ustanovili to društvo. Začeli smo s pripravami, to je bilo tam po novem letu 1974, nekako pol leta je trajalo, preden smo napisali statute, potem program statute, pa še naprej pravilnike za podeljevanje nagrad in tako naprej. 24. junija, mislim pa, da je bilo društvo ustanovljeno, potem ko smo imeli vse te priprave. Te starejši kolegi so me povabili zraven. Bil sem tudi na nekaterih teh ustanovnih sestankih, ko še društva ni bilo, ko se je šele to oblikovalo. In to je takrat bilo poudarjeno, kar jaz mislim, da je še danes aktualen. Da če bomo združeni, bomo lahko več dosegli. In meni je bilo to povsem jasno in jasno, da sem bil za stvar. Ustanovitev pa ni bila tako preprosta, kot bi se zdelo, ne glede na to, da je bilo okrog 20 ustvarjalcev, samo vsi niso hoteli sodelovati oziroma dati podpisa za ustanovitev. Tako da smo dobili 8 slikarjev in pa potem smo morali pa še proste glasbenike, pa literate, tako da sta se pridružila še Mlejnik in pa Ugorjevec in smo potem lahko društvo ustanovili. Začetka sem spremljala zelo od blizu, čeprav nisem vedela, da so to začetki združenja. Spomnim se Mlejnika, spomnim se, mislim, da je bil tudi Herman Gvardjančič, pač teh se bolj spomnim, so bili bolj bradati in markantni. Jaz sem bila takrat stara 14 let, oni so se pa ful nekaj pogovarjali in šele kasneje sem izvedela, da se je ustanavljalo Združenje umetnikov Škofja Loka. Tako smo se potem večkrat dobivali, celo tako smo se dobivali, kar je pol seveda šlo adijo, da smo šli vsakmu domov v atelje in pogledali, kaj dela in se pogovarjali o njegovih stvareh, kar jasno je pol šlo, tega kasneje ni bilo več. To samo delo do ustanovitve, to je trebalo kar precej časa. Dobivali smo se pa tukaj pri nas, Zdenka je kuhala čaj, nismo popivali, ampak smo delali. No, potem, ko je bilo društvo ustanovljeno, je bilo pa treba sklicati sestanke in tako naprej in ta denar za znamke in papirje in tako naprej sem jaz zalagal, pa tudi
pisalni stroj Olimpija sem kupil, ne, in to je bilo kar nekaj stroškov. In potem smo ugotovili, da brez kakšne dotacije ne bo šlo, ne. Občina je že razdelila denar januarja in sem se domislil tega, da bi šel okrog kulturnih organizacij, muzej, knjižnica, glasbena šola, ZKO in še, mislim, 5 je bilo takih. In sem šel okrog njih in sem jih prosil za 5 jurjev, ne, da bi mi lahko vsaj to administracijo. In seveda sem jih takoj serviral, ne, za administracijo rabite, ne, pa tako ste proti administraciji, zato hoče za svoje društvo vedeti. No, ampak kljub temu so vsi dali po 5 jurjev in potem smo lahko poslovali do novega leta. Za mene so bili pač taki eminentni strici, rekli, če pridem pisati zapisnik Janezu Hafnerju na sestanek in jaz rečem, zapisnik. In vsa taka pač prestrašena sem se odpravila na ta sestanek in sem mislila, kako to bo, pa sem videla, da je to skrajno neformalno in sem počasi začela luščati, počasi sem jih jaz začela nekako nekim sklepom, da sem jih lahko sploh zapisala, ker sem videla, da je to zelo tako sproščeno, prijateljsko in nekako nek uradni zapisnik je bilo zelo težko zapisati. Potem, ko je bilo društvo ustanovljeno in smo po eno leto že dobivali občinske dotacije, smo dobili tudi finančno inšpekcijo. Mene so povabili, ne vem zakaj ravno mene, da sem moral razlagati, no, kakšne pol ure je trajalo in potem je ta inšpektorica rekla, da takih zapisnikov pa še ni videla. Jaz sem pričakoval ploho, ne, ker sem prvič delal take zapisnike, pa sem se vprašal, ja, kaj pa je narobe? Rekla, nič ni narobe, samo takih zapisnikov, kjer bi pisali, kaj bo kdo naredil, kdaj bo naredil, kako bo to stalo, takih ne vidimo. Ponavadi je vse napisano tako, da se nič ne ve. Kaj uspešni smo bili pri iskanju sponzorjev. Ampak to res malo povezuje tudi s tem, da je bil tisti čas pa vendar v nekem smislu, takrat je imela v celi tej Sloveniji likovna umetnost večji družbeni pomen kot danes. Tako da na naših otvoritvah se je nekako spodobili, da tisti, ki nekaj mislijo, da so tam, ne, in so bili. Tako da mislim, da smo imeli za današnje pojme zelo dobre sponzorje. Tako da smo mogoče ene polovico teh potrebnih sredstev dobili na ta način. V našem programu je bilo poleg tega, da bi pridobili prostore za atelje, da bi mlajši umetniki lahko delali. Potem to je bila prioriteta, potem smo pa tudi v program dali podporo mladim umetnikom na ta način, recimo, da se jim pomaga pri prvi razstavi, prostorsko in vse naprej, pa tem recimo to, da se dajo nagrade zaslužnim ali pa priznanim umetnikom zloškega področja, ki so imeli že velik opus ali pa že celo zaključen, in pa sploh aktivno udeležbo v kulturnem udejstvovanju v občini. Mislim, da to je tudi delo društva. To, da danes obstaja Miheličeva galerija, to je zrihtalo tole društvo. S tem, da je večkrat naslavljalo to pobudo na ustrezne družbeno-politične karkoli pač. In te v nekem trenutku, ko mogoče niso točno vedeli, kaj bi skaščal, pa tudi obrtniki so nekaj hoteli, pa to so potem združili to idejo v Kašči. Ta ideja tako, kot je še danes. Ampak moram reči, tle brez našega društva tega ne bi bilo. Pri nagradah bi pa lahko omenil to, da so se nekatere tudi bogato povrnile.
France Mihelič je dobil nagrado Ivana Groharja in je bil te nagrade zelo vesel. Je rekel, da je bilo to kot klic iz otroštva, smo ga poklicali Škofje Loke in je potem daroval precej slik in pa grafik kot zahvala za to nagrado. Kasneje so tudi še neki drugi se pojavili, ampak realizirana je bila pa samo ta. In imamo zdaj v Kašči Miheličevo galerijo z njegovimi slikami in pa grafikami. Potem je bila razstava, prva taka večja skupinska, ki se jo spomnim, Fiat Lux. In ko so rekli, Maja, kje pa imaš delo za razstavo, sem rekel, kakšno delo, to jaz niti v sanjah mi ni bilo, si nisem predstavljala, da sem jaz tudi povabljena, čeprav članica, da lahko jaz tudi zraven razstavljam, čeprav sem imela dobre ideje, kaj bi naredila, ampak nisem upala. Tako da ta eminentna razstava je bila, fajn katalog je bil, tukaj je bilo brez mene, sicer bi bila še bolj eminentna. Potem so bile te razstave, kjer so pač bile. Za vse te stvari so jih seveda starejši kolegi zrihtali, kako so vedeli in znali. Ker je bila pa ta razstavna sposobnost tako malo omejena, pa verjetno, da se jim, zdaj bom govoril zanje, ker so bili pač vodilni, se nam je zdelo, da v Škofji Loki ni dovolj tega ali pa ne takega, kot bi se nam zdelo. Zato je prišla ta ideja za to, da bi bilo pa res potrebno, da bi imeli mi eno galerijo. In potem se je to dolg časa kuhalo in doseglo svoj vrhunec v tem, da smo naredili Groharjevo galerijo. Ena prvih prioritet naših je bila tudi pridobiti prostore za ateljeje in to smo dobili v Štralovem gradu takrat, ko so naredili nov dom za starejše ljudi in Štralov grad je danes slopiasta ostala prazna in to so ponudili nam umetnikom. Čez nekaj let pa se je pa pojavil nov investitor za ta Štralov grad in smo mi morali zapustiti te ateljeje. V zameno nam je pa občina dala en prostor na mestnem trgu, ki smo ga lahko uporabljali kot galerijo. To je bila prej pisarna, ki je imela vhod iz stranske veže. Mi smo ga to preuredili, tako da je vhod iz glavnega trga in je dostop direktno iz trga. Pri tej galeriji se nismo najeli kakšnih gradbenih delavcev, ampak smo lepo sami udarniško odstranili to, kar nam ni dogajalo in pač prostor preuredili v galerijski prostor. In je bila to nekako zamena za te ateljeje, pa nam je pa se to zelo prav prišlo, ker smo v tej galeriji lahko predstavljali mlade likovne umetnike, z naše občine. Kot vemo, je na začetku vedno problem to, da te ljudje ne poznajo in potem galeristi tudi ne razstavljajo in tako naprej in to bi bila prilika za naše, da so lahko tam razstavljali. Poleg tega, poleg teh naših mladih, pa tudi starejših, smo pa vabili tudi druge priznane umetnike iz Slovenije, tako recimo se spomnim Jeraj, pa Lapajne in tako naprej. To so bili že taki priznani umetniki iz Slovenije. V tem času, potem ko je Kašča se je postavila več ali manj, tako stoji še danes, ne, zdaj je malo drugače. Ampak tam je stalo in Kašča je prevzel muzej. S tem smo se povsem strinjali. Tukaj v Groharjevi galeriji, ki je postala vendar eno tako tudi domicil društva, tle smo imeli pol tisti telefon, ki sem ga prej omenil. Tle pa
Tle pa treba vse te razstave je pa treba zrihtati scela, torej scela smo jih delali sami. Od tega, da smo povabili umetnika, ki se je nam zdel zanimiv, do vsega, povsem vsega. Program je bil predvsem sestavljen iz naših prijateljev oziroma prijateljev Divata, Hermana, Hafnerja, Simona, ne. To so bili sošolci njihovi, ki so bili uveljavljeni umetniki in so z veseljem prišli sem razstavljati. Pa tisti prijatelj, čigar je razstavljal, tisti je potem mu pomagal zabijati žeblje pa tako, ne. Če je prišel Marko Jakše ali pa, ne vem, Alenka Pirman, sem bila jaz, pa sem skuhala še kostil pa vse. Če je prišla pa, ne vem, Marija Lucija Stupica, je pa Simon pomagal, ne. Tako je bilo to. Kdaj smo začeli tako malo bolj aktivno, bolj za Geoharjevo galerijo? Verjetno je spet ta lokalna politika bila temu ugodila, ko se je podjetja Loka Invest selilo iz te zdajšnje Geoharjeve, iz te lokacije. In takrat smo potem mi to prevzeli in smo z vdajniškimi akcijami tiste pisarne spremenili v galerijski prostor. Tam je bilo kar vendar precej dela, ker pisarna, galerija je pa galerija. Tako da tam smo se kar vsi angažirali, tja so vsi prihajali v tistih delavskih cunjah in tako naprej. Galerija je dobila s tem nek hud renome. Hodili so ljudje iz Ljubljane, res, tako pač na dogodek. Ja, še smo na jih na punčka. V glavnem, pa so se pa ljudje sami začeli prijavljati, da bi imeli razstavo. Tako da včasih je bilo težko, ker jaz sem tudi bila članica umetniškega sveta, no takrat je bilo, to je bila res težka naloga, koga odbijati, pa to. So pa take dolgoletne zamere, pridejo pa, ki so osebne, dejanje pa bilo totalno mišljeno kot nek profesionalni akt. Tako da po eni strani, ko pride nek kustos, pa prevzame te stvari. Mislim, če je vse lepo po domače krasno, ne sem, pa je pa tudi. V tistem času, ko smo galerijo spostavili, sem bil jaz predsednik umetniškega sveta. In moja naloga je bila pripravljati razstave, dogovarjati se z umetniki, glede tehničnih podrobnosti, medtem ko izbor je pa zmerom delal pa umetniški svet. Jaz sem bil tam zelo sicer prisoten, ampak v glavnem so bili to akademski slikarji, bi rekel znanci naših članov in pa, kot sem rekel, tudi predvsem naši mlajši. Moja naloga je bila pa to, da sem te kontakte vzdrževal in zanimivost mogoče te naše galerije je bila ta, da smo denar, ki smo ga dobili, razdelili na posamezne razstave in to se spomnim, takrat je bilo okrog 300 mark in smo umetnikom ponudili možnost, da pač imamo toliko denarja in oni lahko potem zberejo, ali bojo to tiskali si katalog, ali si bojo najeli umetnostnega zgodovinarja, da bo pisal tekste, ali da porabi za material in skratka po njegovih potrebah, to, kar je on takrat potreboval. Čeprav nismo mi profesionalci, ampak smo imeli pa nek občutek za človeka v tem smislu, se pravi, imeli smo en zelo lep odnos in one z nami, s temi, ki so čuvali galerijo. To so bile take naše mame,
ki so ob otvoritvah spekle in skratka skrbele za vse, tudi če je bil kakšen klic na telefonu, so to one beležili in tako naprej. Torej, ena gospa je bila boljša od druge, no. Vse so pa čutili eno pripadnost. V galeriji smo skušali delati čim bolj profesionalno, zato smo imeli, če je bila le možnost, tudi umetnostne zgodovinarje, ki so na otvoritvi pojasnjevali likovna dela, predstavljali umetnika in seveda v katalogu ali pa zloženko tudi objavljali tekste. Te tako imenovane kritike ali pa spremne tekste je mogel nekdo napisati. Tle smo se obrnili na različne umetnostne zgodovinarje, ki so to delali tako, kot so. Ampak to je seveda tudi te so več ali manj verjetno delali bolj zastonj kot ne. Mislim, da sem postala tajnica, da sem bila tajnica kar dvakrat, parkrat sem pa pač tudi upravljala te posle, ne da bi bila uradna tajnica. Ker različni predsedniki so imeli različne politike doslednosti uradovanja. Pa v končni fazi se to na nekih kvalitetah razstav pa dogodkih ni poznalo. Ja, sicer od začetka kot tajnica sem se mogla uvajati. Pri tem mi je zelo pomagala Nive Slundar, ki sicer ni bila naša članica, je pa, kakor sem ugotovila, zelo veliko delala teh tajniških zadev v združenju. No, predsednik je bil pa takrat Tomaž Lundar. Tako da one dva sta me res krasno uvedla, sem pa kot tajnica bolj izpolnjevala naloge, spoznavala člane združenja, spoznavala tudi delovanje, pa tudi dogajanje v Škofji Loki. Od vsega začetka smo precej pozornosti namenjali tudi dokumentaciji. Vsako leto smo izdali katalog. Takrat, ko sem bil pa jaz urednik, sem pa te kataloge koncipiral za več let in sicer smo prvo leto natisnili več strani, kot smo jih porabili za katalog. Drugo leto smo dodali nove liste in jih zvezali v katalog in tretje leto pa še dodatne nove liste in je bil zadnji, tretji katalog pregled dela čez 3 leta za vsakega umetnika. Poleg tega smo pa na koncu še zabeležili vse naše dejavnosti, poleg te galerije na Mestnem trgu, tudi koncerte in razstave v Puštarski kapeli in še druge dogodke v zvezi z društvom. Tako da je ostala ena dokumentacija tukaj iz začetkov teh naših del. Ena taka moja zadeva je bila še, da sem katalog kolonije Iveta Šubica spreminjala počasi v to, da je nastal kot letni katalog oziroma časopis Združenja umetnikov, kjer so popisane vse naše akcije, ne samo društva, ampak tudi posameznih članov, kaj smo delali skozi leto. In se mi zdi, da je to ena taka dobra zadeva, ki zdaj traja že kar nekaj let. Mi smo predvsem na pobudo Tomaža Lundra, ki je bil itak popotnik in človek zelo široko razgledan in je skozi vedel, kaj se kje dogaja, pa tudi vse tudi drugi. Ampak on je bil tak živc in on je, bom rekla, večkrat predlagal, pa veliko smo šli na njegovo pobudo, no, bom rekla, na izlete v Benetke, v Kassel, v Berlin so tudi šli, jaz nisem šla takrat. V glavnem so te velike evropske, pač evropske, nam bližne razstave se nekako poskusili iti pogledati skupaj. To so bili fini dnevi, tudi druženja, res je bilo veliko tudi smeha in nekako povezovanja. Šli smo mogoče s 3 avtomobili ali pa 4, odvisno.
Enkrat recimo v Kaslu, fino je bilo tudi to, ko smo si ugledali, a ne, vsak je po svoje gledal, potem smo se dobili na neki pici, sendviču in potem se predebatirali, nekdo te je opozoril, tako fajn, no. Recimo ideja za razstavo Mali format je nastala v Kaslu, tam je bila neka inštalacija, pa danes je to mogoče že zelo izpeto, tudi nič posebnega v galeriji, ampak tam je bila neko kasetasto, mehne slikce so bile. No in to nam je dal idejo za kasnejši Mali format, ki se je zelo dobro prijel. To je bil velik dogodek, ljudje so stali pred galerijo in se grebali za slike res, ker so bile tudi nekako mišljene dostopne cene in tako. Imeli smo srečelov, ker so tudi kakšno sliko lahko dobili na srečelovu. Potem, ko je Ive Šubic umrl, potem smo ustanovili to kolonijo Iveta Šubica in smo jo štartali za moje pojme z nekim res lepim projektom. No. Torej, delali smo pločevinaste table velikosti 2x1 meter, ki so bile postavljene na te vhodne točke škofjeloške občine, v tem smislu, kot ima občina Poljane še danes, o tem je ta ideja, ne, te table. Ta kolonija Iveta Šubica je pa v bistvu mišljena bila kot zadruženje članov, hkrati je pa bila posebna po tematiki, ki smo jo izbrali. Najprej je bilo mišljeno, da bi se skozi neka Šubičeva dela, Janez, Jurij, Štefan, Ive, nanašala, na kar smo pa se odzvali na aktualne dogodke, recimo zdaj, kaj je Visoška kronika. Včasih smo, pa tudi imeli smo kakšen dinar, dolar, evro več, smo prav vabili ljudi, ki bi se znali dobro odzvati na to tematiko. Pa je pa to nekako šlo, niti ni tako blazno nujno bilo, da se teme držijo. Eni so se čutili pač uklenjeni, no. V kleti tudi je. In nekako se je pa zdaj to ali prosto, ali jaz sem pač ilustratorka po duši in se zmeri nekako imam neko tisto, neko temo. Že res, da je slika v eksterjeru je nekoliko drugačna, kot če je slika v galeriji ali na steni. Eni avtorji so se temu prilagodili, so to dobro razumeli, kakšni manj, ampak v vsakem primeru je bila pa ta akcija inovativna, tako da s to akcijo smo bili na televiziji, v časopisih in tako naprej. Slike so bile ene, moram reči, zelo, zelo fajn, tudi kakšne provokativne in tako naprej. In mogoče je glih ta provokativnost kakšne slike na koncu koncev pripeljala do tega, da je politika se umaknila iz tega projekta. Tako da češ, pa to je, pa so imeli uni pripombe, pa ta je rekel to, pa tisti mestni svetnik, občinski svetnik se je pritožil in potem so akcijo tako rekoč ukinili. Najprej so bile te kolonije na Mlaki, vsi sami smo kuhali, oziroma Andreja Perko. Moja mama se je čutila vedno dolžna, ker je pač Iveta Šubica žena, da je pripravila golaž. No, to pač z leti se pač ene stvari malo spojejo. Preselili smo se v Poljane. Ta hiša je bila fantastična, ko smo prišli noter. To je bilo noter še vas inventar, čarobno je bilo, no. Elektriko so napeljali sosedne hiše. Tako, v redu je bilo.
Meni se zdi, da v mojem mandatu smo se mogli preseliti iz Mlake, tam iz tistega hriba med Sevško in Poljansko dolino smo se mogli preseliti v Poljane. Mi smo takrat začeli oživljati to Šubičevo hišo. Tako da tudi Šubičeva hiša, da je taka, kot je danes, tudi to je, lahko bi rekel, malo iz naše strani. To je bila prvotno Štefanova hiša. Meni osebno, jaz sem večkrat to povedala, bi bilo prav, da bi to ostala Štefanova hiša, ker je to krajevno ime bilo, pač mislim v kraju se je tako rekli, hiša Štefana Šubica, sam pol so, pač da bo vsi vedeli, je pa Šubičeva hiša in pol to pride do raznih zbrk. To hišo smo takrat očistili, jo usposobili za bivanje kolonije in Poljanci so kolonijo takrat sprejeli tako kot en dogodek. Tako da obisk takrat na tistem sobotnem večeru, ki vedno v sobotah je nekakšen kulturni večer, na tistem večeru to je bilo polno, In drug dan je bila razstava in so spet prišli ljudje. Torej, obisk na tej koloniji, tam, ko smo začeli v Šubičevi hiši, je bil velik. Dogodek je bil jasno tudi na televiziji. Če mi povdajem to, da preprosto je takrat ta scena bila bolj družbeno pomembna, kakorkoli, bolj je bila upoštevana. Jaz sem se spomnim, dobila s tem Kumarjem, to je sin tega slikarja Kumra, ki je bil lastnik. In takrat sva potem, da je on nekako neko resnost dojel, da nas je v hišo spustil, ker so bile noter res še njegove igrače, oziroma igrače iz leta še njegovega deda ali ne vem kaj. Potem je pa občina, nekako smo mi, vsaj tako imam jaz v spominu, da smo nekako inicirali, pa občina sama že, da bi ta hiša pač se odkupila in obnovila, s tem odkupom ne vem, ampak mi smo pomagali oziroma napisali program za to hišo, v kateri naj bi bilo rezidenčno stanovanje. Nekaj od tega se je res uresničilo, nekaj pač ne. Torej, United Colors of Bethlehem je bila akcija, ki smo se jo izmislili 2, 3 o priliki, ko je bilo treba prepleskati Graoharjevo galerijo. Torej, glede na to, da je bilo tako ali tako treba vse prepleskati, vse je čez, smo vedeli, da pravzaprav je priložnost. In zakaj je ne bi izkoristili? Dajmo si Duška, ker smo videli, da bo to padlo v božični čas, pa to je bil ta čas, ko so k nam padle te tuje štacune kot United Colors of Benetton, od to ta ime. Tako da smo v glavnem mlajši člani smo sprejeli to z veseljem in se lotili te poslikave. Prvi si vsak mogoče eno mesto tam zasedel, potem smo pa malo tako dodajali, pa križem, pa tako naprej. In ena za moje pojme dost lepa razstava, dost fajn poslikan. In ker je bila takrat Slovenija vendar nekoliko pod žarometi svetovne javnosti, ker smo bili mlada država, je prispevek oddaja o tem prišla celo na CNN. Tako, rekel, dogodek je bil odmeven, lahko da je šel pa komu v nos, čist možno. Potem je pa prišlo do tega, da smo se odločili kot združenje, da ob 30-letnici delovanja društva naredimo zbornik in
ta zbornik smo začeli z veliko vnemo delati, seveda jaz kot tajnica sem mogla zbrati ves material in to delo je bilo kar zelo zahtevno, kar dolgotrajno, ogromen telefonskih klicev, mailov, nabiranja podatkov, sestankov. Tako da ja, skoraj eno leto sem zbirala razne te podatke. No, in nekje se je potem zadeva zapletla, tako kot sem takrat že ugotavljala, da se marsikaj zaplete v društvu. In meni se je pa zdelo, da ne morem pustiti mojega dela zdaj kar nekje zakopanega oziroma ga vršiti kar in pozabiti na vse skupaj. Tako da sem rekla, prav bom pa sama to naredila, ker se mi je zdelo uredno, da ga dobimo, tudi zasnovanje je bil v bistvu super. In sem raziskovala naprej, pomagali so mi pa nekateri člani, da se ne bo zdaj slišalo, kot da sem ga sama delala, ampak tisto brcanje in delo je bilo res zelo veliko mojega. Ja, in na ta zbornik sem še danes ponosna. Mislim pa, da me je takrat vodila ta povezanost s Škofjo Loko in Loškim muzejem in z mojim stricem, ker sem pač kot majhna punca ga kar naprej poslušala od teh loških umetnikov, ki je govoril, in pač kaj vse bi lahko naredili in kašča, Loški muzej, razstave in tako naprej. Tako da to se mi je zdelo, da skoraj moram zanj narediti, če ne za drugega. Prišla je denacionalizacija. Takrat je bila predsednica, mislim, da Neža Maurer. In rekli so, da je pač treba vrniti galerijo lastniku. Ne bi pa bilo treba vrniti galerijo lastniku, če bi občina priznala to kot objekt oziroma prostor, ki je družbeno pomemben. In občina tega ni hotela priznati. Res je bilo veliko napetosti. Takrat je bil izvršnik Vincenci Demšar in vem, da je Neža Maurer, mislim, in tudi vsi ostali, smo se zelo borili, da bi nekako ta galerija ostala. Seveda, takrat so bili neki obrati v družbi in vse, in eni so za ene, drugi so za drugi, in mogoče ta galerija ni ustrezala nekaterim smernicam nove države, ali ne vem kaj, v glavnem. Galerijo smo izgubili, to je bilo res grdo, s tem, da smo jo lahko obdržali, grozili, da bo tla spet frizerski salon in tako dalje. Ampak potem je občina sicer še dejala ta denar, ampak je občina ta denar dejala za najemnino. To popolnoma lastni, bom rekla, hoteni krivdi. Mislim tako, to pa lahko povem. In bilo je res žalostno. In to se v bistvu vleče še do danes. Napaka, za katero smo pa res vsi dali vse od sebe, da se ne bi zgodila. Skratka, ta galerija je v tej postavi lahko tekla kar nekaj časa. Seveda smo se tudi mi počasi starali in vendar je to postalo naporno skozi skrbeti za vse to. Mislim, da smo začeli pol s tem, da so razstave tehnično postavili ljudje iz Loškega muzeja. Ampak s tem smo pa nekako, to je bil prvi korak k temu, da smo galerijo izgubili. Potem se je to še malo razširilo, potem smo imeli neko napisano sodelovanje, potem smo naredili galerijski svet, ki je bil zelo uravnoteženo sestavljen, muzej, pa mi, pa mogoče, da še kdo. No, tako, skratka, mi pa muzej, enakovredno, pa mogoče še kakšen zunanji. To je vse
je šlo tako z nekim sodelovanjem dolgo časa, dokler ni nastopila gospa Mlakar. Potem se pa vse to nehalo, ne, in je bilo sodelovanja konec. Kako je pa prišla pol v grajske roke, se pa jaz ne spomnim točen. Vem, da smo dobili najprej na posodo hišnika nekako, da ni bilo treba, da mi sam zabil pa tako. Mislim, da je bilo tako. Pol pa ne vem točen, evo. Vem, da nismo imeli več mandata za celotno. Je pa res, da smo se mi vsi malo nekako tudi že naveličali, pač se naveličaš vsakič trepetati, a bo razstava, a bo prišlo dosti ljudi, a bo ono, a bo tretje in pol tudi malo nehaš delati, če pa ni pač ustreznih za tabo, pa mislim pa, da je tudi čisto v redu, da je šlo malo tudi neko profesionalno. Čeprav jaz bi si zelo želela, da bi galerija imela tak status, ki ga imela nekoč, ali pa še boljši. Ja, ko sem postala predsednica, se je pa začelo marsikaj v društvu spreminjati, samo od sebe, pravzaprav ne toliko znotraj društva kot zunaj društva. To se pravi, prišli smo do razpisov, s katerimi je bilo veliko zadelati, tudi že malce prej novo vodstvo v Loškem muzeju, ki je tudi prineslo razne spremembe, tako da se niti samo vsebinsko, kako spremeniti združenje, nisem ukvarjala, ampak bolj kako vzpostaviti nov način delovanja in nove odnose sodelovanja. Mogoče začeli smo sodelovati tudi z turizmom Škofja Loka, pa malo širše, pa dobro vzpostavili delovanje znotraj Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Po reorganizaciji, ko je nastalo več občin, smo sklenili, da vsi umetniki pač ostanejo v tem društvu. Poleg tega pa je to prostovoljno društvo in smo ravno tako sprejemali tudi člane, ki niso iz naše bivše ali pa zdajšnjih občin, iz Kranja, z Medvode in tako naprej, če želijo delati v našem društvu. No, kar se pa tiče našega delovanja v Škofji Loki, to se pravi bolj lokalno, pa tudi nismo orientirani samo lokalno, saj razstavljamo kot združenje s skupinskimi razstavami, prav tako v okviru Zveze društev likovnih umetnikov, tako v Kranju, Ljubljani, pač po celi Sloveniji, ampak lokalno se pa tudi moramo angažirati. In prav je, da imamo svoje razstave, da imamo svoje akcije, kolonije, pač svoje projekte, da peljemo neko to svojo tradicijo naprej, pa ne samo tradicijo združenja umetnikov, ampak tudi likovne scene, likovnega dogajanja v Škofji Loki, ker Škofja Loka zelo dolgo časa, ne bom rekla lih od nekdaj, ampak je bila tista matica, tisto mesto, kjer se je snovala slovenska moderna, in to se ne sme pozabiti in to moramo gojiti naprej. Naše društvo je še vedno aktualno, ravno tako posvečamo skrb za mlajše, torej za umetnike, ki prihajajo na sceno. Za nas starejše pa ni več tako pomembno, ker zaključujemo, oziroma smo zaključili. Je pa pač naloga na mladih, da vzdržujejo to in si pomagajo med seboj. Meni se zdi društvo še vedno enako pomembno kot takrat davno. Čeprav se je ta družbena klima zdaj povsem spremenila in celo država društva tako malo preko jih potiska preveč in kar se vidi bolj izpostavljeno, smo to videli pri društvu pisateljev, ki so bili nekakšna, torej, če kdo so bili pisatelji prva liga in ker so tudi najbolj verbalno močni, so tudi imeli eno veliko politično podporo nekoč. Mi smo imeli manjšo, ampak vseeno,
društva so zdaj na tem čistko na državnem, na političnem, v političnem smislu so precej izgubila. Zakaj je tako, ne vem. Je pa danes tega povezovanja na vse druge načine več. Imaš res toliko, takrat pa ni bilo, takrat pa pač se usedel pa govoril. Danes pa pač po Messengerju že, ali pa čez Facebook poveš svoje mnenje, a veš danes mogoče tega sploh ne rabijo toliko, ali kaj. Vse velike in komplicirane stvari na tem svetu so jih vendar dosegajo združeni ljudje, kaj jaz vem, avion ne dela en sam, ampak jih dela tavžente inženirjev to dela. Tako da jaz mislim, da je neko vzdrževanje nujno tudi danes in v bodoče. Mislim, edino tako je človek postal to, kar je, tako da to ostane. Je pa trenutna klima je pa taka, da se tudi mlajši avtorji iz tega področja, tako da v bistvu se jim ne zdi tako pomembno se vključiti v tako društvo. Tako pač je. Škofja Loka ni samo arhitekturna dediščina, turizem in pa tudi nesnovna kulturna dediščina s pasijonom, ampak je tudi zelo, zelo močna ta likovna dediščina in zato mislim, da smo odgovorni tudi člani oziroma Združenja umetnikov Škofja Loka. Pa da ne končam sam pri impresionistih in škofjeloškem barbizonu. To se nadaljuje, to je bilo tako v 60-ih letih kot danes. Tukaj imamo zelo veliko umetnikov, prodornih, pomembnih za Slovenijo, ne samo likovnih, tudi drugih. In prav je, da se nas opazi, da se nas sliši in da delujemo. Da prav to, da Škofja Loka je likovno mesto, da se ohrani kot tako in da se zavedamo, da tukaj smo, tako mi, kot tudi javnost, pa ne samo škofjeloška, ampak tudi slovenska in mogoče širše.